Veš kaj snojel, kak je on vedel priti za tabo, ker pač samo mimo je šel, pa je šel Stvar je bila v tem, da smo midva imela možnost biti na eni ogromni peščeni plaži, ki je bila za otroke idealna. Potem pa podaljšek te plaže pa se je iztekel ven prot pa skale. In na tej plaži peščeni je bila, recimo temu mestna plaža, ne? So bili pač vsi tam. Na tistem odmaknenem delu pa je bila recimo temu nudistična plaža. In pa sem videla tako na 2 uri izmenjavala. 2 uri sem bil jaz tam, pa sem bil sam, pa brez otrok, pa brez džumbusa, pa brez vsega, malo v miru, knjiga, gol se po sončiš, keš nazaj, jaz tam malima dvema, pa je šla ona tja, na svoje, pa sama pa brala, pa se spočila ušesa od hrupa, ne. No in ko sem bil jaz v tistih 2 urah na tisti plaži sam, je ta Španec, ime mu je bilo Javier, to je vse, kar vem o njem, prišel in je bil v bistvu on vojak Unprofora, ki so bili takrat v Bosni, pa so jih čez na Korčula na dopust vozili. No, in on se je tam pri meni zraven vlegel, s biciklom je prišel in rekel, začel sem po Ljubljansko vleči, pazite fora, ker govorim iz tistega obdobja, ker sem bil v Ljubljani, fajn. In je rekel, če ga slikam v vodi, če ga fotografiram. Sem rekel, ja, ni problema. Potem se je zraven mene vlegel, rekel, če ga bo hrbto namažem s kremo. In pol sva oba trda ratala in pol sem se usral, ne, pol sem se ustrašil, what the fuck se pa dogaja zdaj, ne. Kaj pa je zdaj to? Jaz sem pa zdaj odreagiral z erekcijo na moškega, kar se mi še nikoli ni zgodilo, ne. To je bil čist fizični dokaz, da ne, še zburjen in ne baš kaj blefirati, ne, da se nekaj pa zdaj tu bo, ne. In sem se ustrašil. Ja, pa naga sta bila. Ja, seveda, ne, veš. Ker sem zdaj še diral kopalke, pa se je videlo, ne. No in potem meni je bilo nova panika takoj, kaj se dogaja, what the fuck, ni dovoljeno, ne smem, spakiram tiste moje brisačo in žakelj in grem tja nazaj k ženi. A on bombar z biciklom za mano. In pride potem tja do žene, pravim, grem gor do bajte narediti malico, popoldne bila ura 4-5. No in on pride za mano gor do bajte, ne, in s kolesom in je hodil za mano in je bilo to, prideva gor, se zunaj usedem, on se zraven usede. Čakaj, vidiš to, kar sem jaz v filmu. Zelo spontano, zelo tak, ne, veš, ni mene prisile, ni bilo momentalne reakcije, ne. Ker čuje se tako prisila, če se človek pa je pol ure v bistvu, ne, vse trajala to, ne. Bi, ne bi, hodi za mano, bom, ne bom, ne. Ni bilo nobenega momenta da bi bil preveč presenečenja ali pa da bi bil eden ali pa drugi od naju, joj, ne, ne bom, ne. Zelo spontano, vzajemno. Ok, samo reči mi to, kak je on vedel se zraven tebe usesti? Ker to sem videl že v filmah pa v serijah gaydar izraz. Gaydar absolutno obstaja. Tako ti veš, kjera bejba je potencialna, ne? Tako jaz vem, kjer tip je potencialen, ne? Ampak? V očeh je vedno napisano, to je sigurno. Ja, to že, ampak... Pa pogled, če se pogledaš vse 2-3, veš, da sem še 4. verjetno, ne? Če ne pa umakneš pogled, ali pa se nekdo zraven tebe brisačo razgrne, pa se ulegne enak, ne? Pa ga bo hrbto namažeš, ali pa ti že reče, ne? To je že bolj naprej, ja. Ampak to me fascinira, da je šel do tebe, ne? Ker, naprimer, ne vem, če bi jaz Če moški sam na plaži leži gol, je to verjetno redko, kdaj je to straight moški, posebej, če je to taka malenkost odmaknjena od plaže, ki so vsi oblečeni. To je ten tak, ne, mini pokazatelj lahko, ne. Mogoče. Zanimivo. Recimo, če bi imel familijo, moški, ženska, 2 otroka, vsi 4 goli se kopajo, redko kdaj bo kdo pristopil, pa bo poskusil karkoli, ne. Ker imaš neko familiarno atmosfero, ko pa če si 1 na 1, ne. Če bi ti imel golo žensko na plaži, ali pa bi imel možnost, ne, prostora zraven nje se vlešt, ali pa bi se raje vlegel zraven para, recimo, ne. Če ima to nič narobe, seveda, ne, ampak večja verjetnost je, ne. Zraven para kot... Moški pa ženska, recimo, ne. Pa bi se vlegel za on, a ne bo ta slikala, ker je pa hrbto namazal, ne. Če pa je ona sama, pa bi verjetno poskusil, ne. In potem, ko se odzove, če pa se ne, pa se ne. Ziher preko preparov, ali pa, ja, okej. Razumem, ja, okej.
No, in pol Korčula, in pol kaj domov. In pol domov, in pol sem bil tako malo, veš, nerviran človek, ne? In nemiren si, ne veš, kaj se dogaja, malo se včutiš krivega, malo se včutiš umazanega, malo te ni vseeno, ne? Ja, logično. In pol se je zgodilo to poletje s tem Robertom, torej, kaj pa vem, par tednov zatem, kaj se je to zgodilo nam na morju, zgodilo, da sem naredil. No in potem pa se je zgodila še ena tretja zadeva, isto leto sva dobila z ženo novega sodelavca v šoli, ker smo bili na isti šoli, sva oba učila. In tisti sodelavec je potem bil ene vrste poskusni zajček, bi lahko rekel. Čeprav ni bil poskusni zajček, to ne morem, to je grda beseda, oziroma neprimerni izraz. V bistvu so z njegovo pomočjo poskusili najin zakon reševati v trojčku, torej smo imela skupnega ljubimca, če bi temu človek tako rekel. Probaš. In nam je kar 3 leta ratovalo, dokler se na koncu ni izkazalo, da je on v bistvu preko nje do mene prišel in je bila skratka na nek način 2-krat izigrana, če hočeš. In sem rekel, tega pa se ne bom dovolil, imam njo raje kot njega, ne. Sem mu rekel, a bo z mano ostal, je rekel ne, sem rekel, lepo se me adijo. In potem sem mi 2 šla k Košičku in k Ruglu in k vsemogočim psihologom, psihiatrom in brala knjige in jokala in se objemala in poskušala rešiti zakon na nek način. Je rekla, idi nekam zgone se pa nazaj pridi. Sem rekel, ne vem, če to tako deluje, ne. In potem sva dorekla, da se bova ločila v bistvu. In je šla na internet, takrat čas nisem bil najbolj opismenjen, kaj se tega tiče, in me naredila zmenek na slepo z nekom. A ona ti je naredila? In jaz grem na ti zmenek in sem bil z njim od prvega dne naslednjih 6 let, dokler ni umrl. Vse božiče smo skupaj preživeli, potovali smo skupaj. Se pravi, ti, tvoj partner in tvoja družina. Ja. To si mi že večkrat povedal. Ja. To je pa, nisem ponosen na to, če pa bi lahko bil, ampak to, da smo redko je. Tak naravni prehod iz ene veze v drugo je bil, da se ga boljšega niti v teoriji ne morem zamisliti. Ne? Ja. In sem hvaležen vsem, ker smo enostavno brez zamere, brez jeze, brez žalosti, čeprav so bili seveda trenutki, ko smo bili vsi prizadeti na nek način, še posebej otroka tudi, ne, sta bila stara 8 pa 9 let takrat, ne. Ampak jaz v današnjem mojem socialnem krogu imam veliko ljudi, veliko moških, približno mojih let ali pa malo mlajših, ne, ki so v veliko primerih poročeni ali ločeni z otroci, ne, pa večinoma niso še zmerene out, ne. Torej, moja zgodba ni tako unikatna, kot si jo predstavljamo. Jaz o njej samo lahko govorim, ker sem se pač odločil, da... Situacija ni... Situacija pa ni tako zelo redka, ne. Ni tako zelo redka, da je bil ti edini tu, ampak mislim, da je, kaj vse se ti je zgodilo, pa zelo unikatno. Je, zato, ker sem bil, če hočeš... Fuck, jaz to moram videti.